Dobrodošli na tem našem srečanju z naslovom Kultne knjige, kultni prevodi Petrarka v dveh novih prevodih. Kaj Petrarkov, kaj nam tasov treba pevcev in prijetnih, to je vzklik, ki ga danes v tej družbi najbrž ne boste slišali. Petrarka je skratka s svojim odkritjem Ciceronovih pisem na samem pragu renesančnega humanizma. Njegovi teksti kasneje postanejo temelj za sodobno italijanščino. Veste tudi, da je bil leta 1341 na rimskem Kapitolu kronan kot poeta laureatus. Na začetku neke tradicije, oživljene tradicije, ki jo imamo v marsikateri državi še danes. Njegov kanconiere, ki je zdaj tukaj pred nami v novem, svežem prevodu Sovretovega nagrajenca Srečka Fišerja, izšel lani, je postavil merila za prihodnjo poezijo. Hkrati pa imamo to srečo, da imamo lahko kar dva Petrarkova prevoda. Obenem je pred nami tudi to introspektivno delo, Moja skrivnost, ki je pa v prevodu lanskoletnega prejemnika nagrade Radojke Vrančič, Tomaža Potočnika, mlajše generacije, izšlo pri Slovenski matici, ki pa spada v to zanimivo obdobje Petrarkove intelektualne in duhovne krize. Napisano v obliki nekega dvogovora med dvema alter egoma našega avtorja, kar mu daje neko posebno dramskemu besedilu podobno dinamiko. Pa bi začeli kar in medias res. Za vsakim dobrim prevodom je običajno neka dobra zgodba, kako je do njega prišlo. Predstavljam si, da odločitev za tako monumentalno delo, kot je Canzoniere, ni bila hipna, da je pravzaprav dozorevala dlje časa. Kako se je to rojevalo? No, seveda je ta odločitev dozorevala dlje časa. Tudi ko sem pripravljal to stvar za tisk, sem šel gledati, tudi moji prvi prevodi Petrarka so iz okrog leta 2000. Ne. Pa seveda ukvarjal sem se pa z njim tudi prej. Vedno mi je bil to nekaj posebna želja to delati in hkrati pa tudi malce bojazni, ne, ker je to stvar obsežna, kompleksna in zahtevna v vsakem pogledu. Tako da je, kot pravim, prvi prevodi so bili takrat v kontekstu nekih drugih, čisto tudi študija, analiz tega, kako se poezija prevaja. In potem postopoma sem prevajal tudi druge stvari in sem nekako je ta ideja o tem, kako naj bi bilo po mojem treba to delati, je nekako dozorevala v meni. In nazadnje sem se odločil, da prevedem to, kar še ni bilo. Ne. To se pravi, to sicer je manjšina, ne, večina stvari je že bila prevedenih in sem to tudi naredil, sem ponudil založnikom in potem sem se z urednico založbe Goga, sva se pogovarjali, ona rekla super, kako lepo in tako, ampak kako lepo bi bilo imeti vse. Ne. In je rekla, če damo zdaj vse, potem premišljevali smo, da bi dali skupaj, pač da bi nabrali te stvari, ampak seveda smo ugotovili, da stvari slabo skupaj pašejo, da so načela, pač postopki zelo različni, tudi če odmislimo bolj praktične stvarne stvari, tako da sem na vse zadnje zagrizel v to in rekel, dobro, bom naredil vse. In tako je potem krenilo in tako sem se potem nekaj let sistematično in kot bi se reklo, nulla dies sine linea ukvarjal s tem. A lahko čisto na kratko predstavite vso to kompleksnost tega teksta? Skratka, so soneti, ampak seveda niso samo soneti. No, zdaj, Petrarka je v Sloveniji sinonim za sonete, ne? In potem marsikdo je bil presenečen, ko je ugotovil, da Petrarka ni pisal samo sonetov, ne? Tako da, kako bi rekel, zdaj seveda soneti so nekako, za nas Slovence so soneti najbolj pomembni, čisto iz preprostega razloga, ker se je ob njih učil France Prešeren, je praktično njegov sonet je zrasel iz Petrarkovega soneta. Medtem ko se druge pesniške oblike, ki jih je Petrarka takrat lansiral oziroma povzel, se ni on lansiral niti soneta v resnici, ne, so se pri Slovencih prijele manj iz različnih razlogov. Mogoče je sonet res Slovencem najbolj kongenialen, ne vem.
Dejstvo je, da ni samo Prešeren, da je od takrat ogromna tradicija sonetistike do avantgardistov vsem, ne. Tako da, no, so pa kot rečeno, tukaj so tudi kancone, so tudi madrigali, so balade, so sekstine. Predvsem kancone so po mojem pomemben pandan sonetom, to je tudi forma, ki je bolj obsežna, ki omogoča večjo artikulacijo, tako diskurzivno, čisto vsebine. Konec koncev tudi, ko že če omenjamo skrivnost, ne, tudi nekatere kancone so tudi dokaj dialoške, tako da je po svoje tudi zanimivo, ne. Skratka, te stvari ne mislim, da bodo druge oblike spodrinile po popularnosti sonet pri Slovencih, ker to se gotovo ne bo zgodilo. Ampak mislim pa, da je pomembno za nas, da imamo vse, ker konec koncev je to zbirka, to ni zbirka sonetov, to je zbirka 366 pesmi, ki je že po številka je pomenljiva, numerologija v zvezi s tem je impozantna, kaj vse so ugotovili in tako. Skratka, to je zbirka, ki jo je Petrarka dodeloval tako rekoč do smrti, je zelo komponirana, ne, niso to pesmi, rekel, collected poems, kar je pač nabral, ne, ampak to je komponirana zbirka in zato se mi je zdelo ključnega pomena, da koncu enkrat dobimo vse. Tako. Moja skrivnost je seveda zelo drugačen tekst, ne? Iz tega diha nek drugačen jezik, drugačna logika. Seveda ima pa tudi ta prevod že svojo zgodovino, ne? V spremni besedi sem z zanimanjem prebral, da se pravzaprav s tem besedilom ukvarjate kakšno desetletje. Bi nam mogoče razložili, kako? Ja. To, da se s prevodom ukvarjam že desetletje, to se zelo lepo sliši, da sem pač 10 let meditiral v vsakem posameznem verzu. Ampak ni bilo čisto tako. Se pravi, ideja za prevod je nastala leta 2012 na raziskovalnem seminarju profesora Marka Marinčiča na našem oddelku. In profesor Marinčič je pač v to besedilo vnesel svoj patos, da me je potem navdušil za prevod. Ja, torej takrat sem začel razmišljati o prevajanju, ampak potem so se začele pač po magisteriju so se začele selitve vse posod. Sem pa knjigo ves čas nosil s sabo, ker sem vedno planiral, da bom začel naslednji teden pa res prevajati. Na pol leta 2019 sem pa res začel. Glavna spodbuda je bila pač to, da so pri založbi Slovenska matica rekli ja. In potem je prevod kar hitro nastal leta 2019 pa 2020. Kje so bile pa tukaj zadrege? Skratka, predstavljam si, da so bili elementi teksta, ki so vam bili bolj na kožo pisani, pa najbrž tudi kakšno presenečenje. Ja, zataknilo se je že pri naslovu, ne? Ker naslov Moja skrivnost je malenkost zavajajoč. Gre za besedno igro, ne? V originalu je sekretum, ki originalno pomeni nekaj odmaknjenega, ne. Nanaša se pa na to, da je ta dvogovor na enem zelo odmaknjenem mestu v Petrarkovi podzavesti, kjer se pač on pogovarja s svetim Avguštinom in še v tej podzavesti se ona dva umakneta na secretiorem loci partem, se pravi na en odmaknjen konec prostora, kjer se potem za osebnosti pogovarjata. In ta naslov Sekretum je v bistvu referenca na tisti ključen trenutek v Avguštinovih izpovedih, ne? Kjer tudi Avguštin, ko pride na tisti vrt, pravi, da se umakne v svoj sekretum, se pravi v nekakšen tih umirjen prostor. Se pravi, to je prvi pomen sekretum. Drugi je pa pač skrivnost in Petrarka, avtor, pač igra na to besedno igro, ker, kot veš, knjigo neposredno nagovori, pa je reče, ti boš pa moja skrivnost, secretum meum, in pač ostala boš z mano in ne boš šla v javnost, ne. To je sicer malo zaigrano, ampak ja, v slovenščini je pa pač nemogoče oba pomena,
pač predstaviti, tako da skupaj z vsemi ostalimi prevajalci sem se potem odločil za mojo skrivnost, pač za enega od njih. Imenitno. Hvala. Vsak prevajalec je, seveda, hočeš, nočeš ujeti v svoj kulturni kontekst. Stvari imajo svoje konotacije in pri Petrarkovih sonetih je jasno neke vrste superego, neke vrste ponotranjena norma, France Prešeren. To, kar ste že prej omenili, Slovenci si ga vedno predstavljamo, kako sva v Svetem raji, ona reče, na tehtnico svetega Mihela s Petrarkam dajala sonete in tako naprej, in potem kateri soneti so bili težji, lažji. Ta vpliv je bil tako močan, da je Boris Paternu pred nekaj leti pisal kar o Petrarkovem kultiviranju slovenske poezije. Kakšen vpliv ima ta Prešernova figura na prevajalca danes? V čem ste ji prisluškovali, v čem ste se pa mogoče skušali od nje osvoboditi? Jaz seveda imam o Prešernu zelo visoko mnenje kot pesniku, tudi kot sonetistu. Njegov uk pri Petrarku je bil zelo uspešen, tako je sproduciral Mojstra. Tako da po drugi strani pa seveda je Prešeren pesnik izpred 200 let. Moje mnenje o prevajanju pa je, da tekst, ki se prevaja zdaj, se mora prevajati v današnji jezik. To se pravi, vsak katerikoli prevod, današnji prevod katerekoli besedila je današnje besedilo. To ne pomeni, da je treba ga kakorkoli čistiti ali trebiti ali posodabljati to ominozno besedo, ki jo precej sovražim. Ampak današnji jezik, to se pravi, že iz tega razloga, seveda jaz preprosto na Prešerna nisem hotel ozirati. Razen v toliko, kot tudi v svojem starejšem besedilu tudi pišem, na kakšen način je on kot pesnik vstopal v dialog s Petrarkom. Recimo imamo sonet tale za akrostihom Matevžu Langusu, ki je marski romar, gre v Rim Kompostelje, ki je, bi rekel, skoraj bi se lahko reklo, blizu parafraze tegale Petrarkovega Move Silve Querel Canuto e Bianco. No in to na kakšen način on vstopa v dialog, to se pravi tak produktiven dialog, to mi je bil nekako svetovzgled, kako je treba, čeprav je seveda on si jemal več svobode, ampak mislim, da nekaj svobode je neogibno. Poleg tega pa seveda obstaja še en slovenski zgodnji petrarkist, ki ga niste omenili, to je Stanko Vraz, ki je seveda prvi slovenski prevajalec Petrarka, in to po mojem glede na vse okoliščine zelo obetaven, da ne rečem dober, ker bil je človek še zelo mlad in seveda nobena od teh stvari ni bila tiskana še do 100 let po njegovi smrti, kar je prav gotovo velika škoda. No in tudi tisto mi je bilo, to sicer bom pošteno povedal, da s tem sem se ukvarjal bolj a posteriori, bolj kot vnaprej, ampak mi je pa tudi nekaj mišljenja o tem dalo in bi rekel tako, da pomagalo oblikovati odnos do te materije. Zdaj, ko ste to provokacijo vrgli, jo bom seveda zgrabil. Katerega od sodobnih sonetistov ste pa mogoče imeli bolj v razvidu, ko ste se tega dela lotili? Nobenega. Evo. Zdaj gremo mogoče na sosednjo knjigo. Moja skrivnost je seveda nekaj drugega od te poezije, ki imava tukaj v Canzonierju. Težko bi govorili o primerljivi tradiciji recepcije. Seveda pa čisto brez stika s svetom tega besedila slovenščina ni. Osrednji lik tukaj je Avguštin in poleg Avguština nastopa še cela plejada drugih avtorjev. Antičnih avtorjev, katerim Avguštin včasih usmerja, včasih so pa na različne druge načine vtkani v, lahko bi rekli, narativ tukaj. Včasih tako spretno, da potrebujemo pravzaprav kritični aparat, da se teksta sploh upamo
lotiti na način, da bi ga razumeli. Ne? In s tem prideva seveda do ene velikih raziskovalnih tem, ne? Ki je Petrarka in antika. Pa me zanima, kaj ste o tej problematiki ugotovili med prevajanjem? Ja, navidezni nekakšen leitmotiv je sekretuma, je nekakšno iskanje ravnovesja med humanistično izobrazbo, torej v praksi med študijem rimske antike, pa med meditativnim krščanskim življenjem. Pravzaprav je ekspliciten razlog v knjigi sploh za to 3-dnevno izpraševanje vesti, to, da Francesco omahuje in ne ve, kam naj se obrne in kako naj se odloči, ali proti filologiji ali proti meditativnemu življenju. To se mu ne zdi združljivo. Mimogrede, kot sem rekel prej, gre za 2 alter ega, ne? Francesca Petrarke. Se pravi, ko govorim avtorju, mu rečem Petrarka, ko rečem Francesco, pa mislim na enega izmed alter egov. In ja, kot praviš, Francesco in Augustin, oba dva iz rokava stresata te citate klasičnih rimskih avtorjev, ne. Francesco skuša Augustina, sogovornika, prepričati, da Francesco zagovarja humanistične ideale in skuša sogovornika prepričati s citati iz temeljnih stoikov, ne, kako lahko tudi ti nasveti pomagajo pri krščanskemu življenju. Augustin ga na videz poskuša prepričati v nasprotno, se pravi v krščansko življenje in kako je nezdružljivo s tem stoicizmom, ki ga promovira Francesco, ampak mu tudi on mu nasprotno dokazuje spet s citiranjem teh istih stoiških avtorjev, ne. Tako da ta odnos med antiko in meditativnim krščanskim življenjem je precej večplasten. Francesco ima recimo sicer ima slabo vest in Augustin igra to njegovo slabo vest, ne, ker se prepričati ga hoče kot njegova vest, da se naj ne posveča poganskim avtorjem. Ampak to, da uporablja stoiške avtorje za svoje argumente, nekako pošilja neko mešano sporočilo, ne. Meni osebno se zdi, da je ta razdvojenost malenkost bolj simbolična kot resnična, pa da Petrarka že ve, kam se bolj nagiba, ne. Točno. Do kakšne mere ste se lahko tukaj oprli na obstoječe slovenske prevode teh klasikov, ko ste se jih lotili? Na obstoječe slovenske prevode? Tako. A je bilo možno segati po policah pa samo pripisovati? Ali je bil postopek zelo drugačen? Ja, to je dobro vprašanje. Petrarka ni uporabljal teh verzij, ni uporabljal enakih izdaj, kot jih mi uporabljamo, se pravi najnovejše kritične izdaje so bile takrat, so se razlikovale od naših. Poleg tega pa on svoje citate malenkost prilagaja jih, ne citira jih ravno pošteno, včasih spremeni besedo, zato da bolj ustreza njegovemu namenu, ne, in pri prevajanju se večinoma ni dalo samo, tudi če so bili prevedeni, se ni dalo samo prepisovati, ne, in zato je bilo treba precej kritičnega aparata. V prevodu sem ukomponiral Petrarkovo verzijo prevoda, v opombi sem pa potem pojasnil, kako je v sprejetih izdajah. To je potem rezultiralo v 110 opombah. Ja, in nekdo me enkrat vprašal, če sem pri prevajanju bolj za dostopnost prevoda ali za obsežen in strokoven kritični aparat. Pa sem bil precej presenečen, ker sem mislil, da obsežen kritični aparat da pomaga pri dostopnosti prevoda, ne. Točno. Zdaj, prevajalski referenci za Petrarkove sonete sta jasno 2 korifeji jezikovnega izraza. V slovenščini Alojz Gradnik, njegovi soneti in kancone izidejo leta 1954, in pa Andrejca Puder, ki je svoj izbor v Kondorju objavil leta 80, pa potem v Liriki 87 pri Mihaelaču,
95, pa potem še dvojezično v Mojstrih lirike 98. Ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem odkril, da je prav pred kratkim na temo primerjave teh različnih prevodov Petrarke v slovenščini nastal celo magisterij. Napisala ga je Bojana Žakelj pri profesorici Martini Ožbot in profesor Aleksandru Bielčeviču. Pomeni, da je Petrarka zadnja leta očitno res vroča tema. Posod se švigajo neke študije, prevodi latinskih, italijanskih tekstov. Na društvu prevajalcev so predlagali, da bi bil ta večer deloma tudi literarni večer. Tako da se mi zdi, da to mogoče predstavlja nek dober trenutek za intermezzo. In sicer sem izbral sonet 218. Pa bi mogoče vas prosil, če ga lahko preberete za začetek v italijanščini. To bo komični intermezzo, se bojim, da se to jaz nisem spreten recitator, sploh pa v italijanščini, sploh pa v Petrarkovi italijanščini. Ampak sprejmimo ta izziv. Tra quantum quelle leggiadre donne e belle giunga costei che al mondo non appare, col suo bel viso suol dell'altre fare quel che fa il dì delle minori stelle. Amor par che orecchie mi favelle dicendo quanto questa in terra appare fia il viver bello e poi il vedrem turbare per ir vertuti e il mio regno con elle. Come natura al ciel la luna e il sole, all'aere i venti, alla terra erbe e fronde, all'uomo e l'intelletto e le parole, e al mar ritollesse pesci e l'onde, tanto e più fien le cose oscure e sole, se morte gli occhi suoi chiude e asconde. V prevodu Alojza Gradnika je to takole. Ko se prikaže užen prezalih zborov, ki ji enake ni na celem sveti, vseh drugih čari morajo zbledeti, kot drobne zvezdice ob dneva zoru. Zdi se, da Amor mi v ušesa pravi: življenje lepo, z njo je tu na svetu. Ko brez nje mrak, krepost ne bo več v cvetu, kraj tudi carstva mojega bo slavi. Kot nebu luno in sonce bi narava odvzela, zraku veter, zemlji trave, razum človeku in besede prave, in morju ribe, veje in čeri, tako in bolj še svet bo vas puščava, če smrt zapre in skrije nje oči. Hvala. Jaz tudi že od osnovne šole nisem recitiral. Se pravi, To je pa zdaj v Capudrovem prevodu. Najmednje, ki slove kot žene zale, pristopi ta, ki je ne znam enake, bo nje lepota, smrt lepote vsake, kot zori dne bi zvezde odbežale. V uho mi Amor rek še peče tale, dokler da zemlja nosi nje korake, je svet še lep, brez nje bo pal v oblake, pal mi bo tron, kreposti bodo pale. Kot čez neba luna se sonce sname, iz zraka veter, zemlje list in trava, kot če ljudem se beseda vzame, iz morja rib, kar jih v lovju plava, tako stvari mi bodo temne, same, kadar oči kruta smrt uspava. Zdaj pa, če bi poskusili še zadnjo, svežo. Med kolikirimi prelepimi gospemi pokaže se kipara in nikjer ni, vse druge ob krasoti neizmirni, kakor ob soncu zvezde utope se v temi. Tako Amor potihem govori mi na uho, v njih zbrane žive so vrline, če nje ni več, vse se zmrači in izgine lepote vse, moje kraljestvo z njimi. Kot bi narava nebu sonce in luno, prsti trave in grme in zraku vetrove, človeku pa in besede vzela in širnim morjem ribe in valove, tako, še bolj, bo zemlja temna in osamela, če smrt oči zapre in skrije luč njuno. Prevajanje je dialog. Ste zelo pomenljivo napisali na samem začetku svoje spremne besede. Seveda, predvsem dialog prevajalca in prevajanca. Mislim pa si, da najbrž niste mogli čisto mimo tudi dialoga s svojima predhodnikoma, z Gradnikom in Capudrom.
Sem se ju kar potrudil ignorirati. Ne, stvar je programska, ne da bi zdaj, absolutno, da se razumemo, nimam nič, ti njuni prevodi imajo vsak svoje vrline, ampak pripadajo drugemu času, drugi poetiki. Ne. Meni jaz, kot sem že prej rekel, da sem se zelo izogibal temu, da bi Petrarka prevajal skozi Prešerna, no to je, kar Andrej Capudar počne, ne, recimo, in počne dobro, ampak meni se to ni zdelo interesantno. Sicer pa obstaja tudi še tretji sodobni prevajalec, to je Ciril Zlobec, ki je bil mogoče celo najbolj kongenialen, ampak je tega naredil sorazmerno malo in ni v knjigah objavljeno, tako da ja. Tako da, kaj lahko rečem? Tukaj so pač principi zajemanja teksta so preprosto drugačni. Zdaj lahko o tem še kakšno besedo rečemo, mogoče kasneje ali pa kar zdaj, ne vem. Mogoče kar zdaj. Kako bi rekel, po mojem videnju je pesem, sonet, sploh taka krajša pesem, kakršen je sonet, ne, to ni besedilo, ki teče linearno od začetka do konca, ampak je koncentrično, ne, to se pravi, teče od znotraj, gre od zunaj navznoter. Od zunaj navznoter in se pravi tudi iz tega sledi drugačno razbiranje ritma. Ne. Če prisluhnete, boste slišali, da sta ta dva prevoda, oba gospodov Capudra in Alojza Gradnika, precej bolj regularna, ritmično, kot je moj in bom rekel zdaj samohvalno tudi kot Petrarkov. In ravno meni se je zdelo, da je treba to razbirati tako, da se stvar dejansko zgoščuje, da tekst, pravi, če razbiraš tekst linearno, potem ga bereš po zlogih. Po zlogih, po vrsticah, po stopicah in tako naprej, kot vi ste klasični filologi, vi ste šola tega, to kar recimo, saj jaz sem v svojem eseju na koncu sem omenjal Župančiča, Ritem in metrum, kjer govori o tem, da je ritem tisto, kar je spodaj osnova vsega in tako, stvar se sliši nekoliko mistično. Je pa dejansko treba vedeti, da je ta Župančičev tekst iz leta 1917 nastal o priliki neke slovenske pravde o heksametru. Takrat skratka ta debata je bila dolga, to je že iz Prešernovih časov, in še takrat ni ponehala in mislim, da še dan današnji mogoče ni, ne vem, nisem tako na tekočem. No in v glavnem Župančič ideja, če jo malo posurovim, malo poenostavim, je v bistvu bila nehajte šteti zloge, ritem je nekaj drugega, ne. Ker in dejansko meni zmeraj, ko sem delal recimo tudi, ker jaz s tem ne pravim, da je metrika nepomembna, da se razumemo, ne? Ampak ko sem delal metrično analizo pesmi, recimo se mi je vedno zdelo, da je odvisno, kako stvar prebereš, je lahko neka beseda nosi akcent ali pa ga ne nosi. Ne? To ni zdaj tisto, je akcent, ni akcenta. Vmes je še cela vrsta drugih možnosti, ne? In niso vsi akcenti kvalitativno enake, niso vsi neakcenti kvalitativno enake. Skratka, zdelo se mi je, da je treba tekst interpretirati iz scela in potem iz tega ven iskati to podobo. In to je nekako ta rezultat. Hvala. Sonet sem izbral zaradi tega, ker ima v slovenščini res dolgo zgodovino. Pri tem sonetu ne moremo mimo zelo neposrednega odmeva, ki ga je imel v Prešernovi poeziji, in sicer v teh njegovih ljubezenskih sonetih, objavljenih v drugem zvezku Kranjske čebelice že 1831, pa bom zdaj za samo piko na i mogoče prebral še to. Vrh sonca sije soncev cela čeda, po neba svitlih potih razkrpljena. Od sonca ljubega svojega zapušena jih zemlja celo noč z veseljem gleda.
Ko se zlati oblakov truma bleda, nazaj pripelje zarjega rumena. Tak zemlja je v ljubezni vsa zgubljena, da je vanje ne obrne več pogleda. Kar zvest ne bo, deklet ima Ljubljana. Rad ugledujem vas, cvetičolične, ljubljanske, ljubeznive gospodične. Ali, dragi, taka moč je čez me dana, da spričo nje sem slep za vse device, zamaknjen v mil obraz srca kraljice. Tukaj najprej ta res, bi rekel, paralelnost te Petrarkove pa Prešernove vsebine, ampak očarljiv je pa ta tekst tudi zaradi tega, ker Prešern podtakne v ta svoj vers, kar zvest ne bo, deklet ima Ljubljana, pravzaprav Ovidijev vers. Ne? Kako že, quod caelum stellas, tot habet tua Roma poelas. Ne? To je eno in drugo, kar imamo tukaj zdaj pred sabo. Tako da na nek način ima Petrarka pri nas zelo dolgo zgodovino. Rekli smo seveda, da pri Petrarkovih latinskih tekstih ne moremo govoriti o primerljivi recepciji. Ne? Ampak to ni čisto res. Obstajajo seveda njeni obetavni nastavki. Pred časom se je recimo prevajanja lotila Anja Božič, še prej pa seveda vi sami. Ne? Vaš prevod tega vzpona na Mont Ventoux sem z veseljem, moram reči, prebral in se na imeniten način vključuje v to mojo skrivnost. In bi tukaj zdaj obiskovalce nanj rad posebej opozoril. A bi nam mogoče lahko predstavili to besedilo, pa razložili to navezavo? Ja, se pravi, to je pa moj prvi objavljen prevod iz leta 2014, ga vam zelo rad, sicer se mu vidi, da je prvi, ampak okej. Se pravi, to je eno Petrarkovih pisem iz zbirke Epistole Familiares, se pravi, to je zbirka pisem, ki jih je Petrarka v latinščini pisal svojim prijateljem, tako kot recimo Aristotelu in Ciceronu, ne. Idejo je dobil takrat, ko je odkril rokopis Ciceronovih pisem Ad Familiares, pa je rekel, bom še jaz nekaj takega napisal. No, in pismo z naslovom De Ascensu Montis Ventosi, se pravi vzpon na Mont Ventoux, se pravi na vetrovno goro v Provansi, je del teh Epistole Familiares. In v njem Petrarka opiše, kako sta šla z bratom Gerardom v hribe, se pravi na ta Mont Ventoux v Provansi, in piše, da ga je tam doletelo razsvetljenje. Na vrhu je občudoval razgled, potem pa ga je nenadoma preletelo, pač kot po naključju ali pa po božji previdnosti, da bo odprl izpovedi, pač knjižico, ki jo je ves čas nosil s sabo in jo je imel zelo rad, ne, da je lahko odprl kjerkoli. Se pravi, na vrhu gore je pač tako občudoval razgled in ga je spreletelo, ok, zdaj bom pa odprl to knjigo. In po naključju pač prebral bom, kar se bo odprlo, in po naključju se je odprl zelo pomenljiv odlomek. Ne? Odlomek iz Avguština, ki govori o tem, kar je pač predmet cele knjige, kako se ob vsem ukvarjanju z zunanjimi stvarmi pozabiš nase. In povezava je v tem, da pač kakor je na vetrovni gori, na Mont Ventoux, Petrarka stopil v dialog po tej božji previdnosti, je potem to širše opisal v moji skrivnosti. Ne? Se pravi, tisto razsvetljenje, ki ga je doletelo na gori Mont Ventoux, je potem poskušal konkretizirati v tem dialogu tudi svetim Avguštinom. Ne? In pismo in ta dialog sta polna simbolu, tako da bralec kakor sam pride do zaključka, da je to, kar se mu je zgodilo na Mont Ventoux, da je čist primerljivo s tistim, kar se je zgodilo Avguštinu na tistem slavnem vrtu pod Figovcem. Ne? In tudi v mojih skrivnosti poskrbi, da bralec pač, da vedno najdeš neke vzporednice z izpovedmi. Točno.
Ta trenutek je pravzaprav tako organsko povezan z mojo skrivnostjo, da se nisem mogel upreti skušnjavi in sem ga v vašem prevodu izbral za drugi del tega našega literarnega večera, pa bi vas prosil, če ga lahko preberete. Nato sem pustil skrbi o preteklosti za seboj in se vprašal. Mogoče samo uvod, skratka, tukaj smo zdaj že v točki, ko je ta vzpon že za njimi, oni so na vrhu in gleda z hriba zgore dol. Ne? Ja, to je pač opisuje trenutek razsvetljenja. Nato sem pustil skrbi o preteklosti za seboj in se vprašal, če bi se ti slučajno posrečilo podaljšati to izmuzljivo življenje za še 1 desetletje in se v tem času toliko približati vrlini, kolikor si se v teh 2 letih, odkar traja bitka med starim in novim hotenjem, oddaljil od nekdanje trmoglavosti, ali se ne bi mogel v tem primeru, če že ne z gotovostjo, pa vsaj z upanjem, ob 40. letu starosti srečati smrtjo in mirne duše zanemariti tisto, kar je še ostalo od življenja in se je že prevešal starost. Takšne in podobne misli so se mi oče znova in znova porajale v srcu. Se pravi, ta oče, ki ga nagovarja, je naslovnik pisma, njegov prijatelj in spovednik Dionigi da Borgo San Sepolcro. Veselil sem se svojega napredka, objokoval sem svojo nepopolnost in tožil nad občo nestanovitnostjo človeških dejanj. Zdelo se je, kakor da sem nekoliko pozabil, kam sem prišel in s kakšnim namenom. Nato sem opustil skrbi, za katere bi bil primernejši kak drug čas, in znova pogledal okrog sebe, da bi videl, kar sem si na tej poti želel videti. Opozorili so me namreč, da se približuje čas odhoda, sonce je že začelo zahajati in senca gore se je podaljševala. Obrnil sem se in pogledal proti vzhodu. Vrhov Pireneji, meje med galskimi deželami in Hispanijo, od tod ni moč razločiti, ne zato, ker bi karkoli oviralo pogled, temveč le zaradi slabotnosti človeškega vida. Toda gore provinca okrog Lyona na desni, ter marsejsko ožino na levi in valove, ki udarjajo ob Aigues-Mortes, sem videl popolnoma jasno, čeprav so ti kraji oddaljeni nekaj dni hoda. Prav pod našimi očmi pa je tekla Rona. Ko sem tako občudoval eno in drugo, ter enkrat okušal zemeljske radosti, drugič dvigal svojo dušo v višave, kakor poprej telo, mi je prišlo na misel, da bi odprl knjigo Avgustinovih izpovedi, darilo, za katerega se imam zahvaliti tvoji naklonjenosti. Se pravi, Dionigi mu je podaril ta njegov izvod. Hranim jo v spomin na pisca, na Avgustina in na darovalca in jo imam vedno pri roki. Knjižica je za dlan velika, po obsegu majcena, po vsebini pa neskončno lepa. Odprl sem jo, da bi prebral, karkoli se bo pojavilo. Le kaj drugega bi to lahko bilo kot besede pobožnosti in predanosti. Po naključju se je odprla 10. knjiga Avgustinovega dela. Moj brat, ki je pričakoval, da bo iz mojih ust slišal kakšne Avgustinove besede, je stal poleg mene in napenjal ušesa. Boga kličem za pričo in njega, ki je bil zraven, da je na mestu, kamor sem najprej uprl pogled, pisalo. Pa ti hodijo ljudje občudovat visoke gore, neskončno vodovje morja in široke tokove rek, brezmejno obsežnost oceana in krožna pota zvest, sami sebe pa pozabljajo. Ta citat je zelo lep Sovretov prevod. Priznam, obnemel sem. Brata, ki si je goreče želel slišati več, sem prosil naj me ne nadleguje in zaprl knjigo, pri čemer sem bil jezen sam nase, da še vedno občudujem zemeljske reči, ko bi se vendarle moral že od poganskih filozofov že davno naučiti, da zasluži občudovanje edino le duh, nič drugega. Če je ta velik, mu ni nič veliko. Nato pa sem zadovoljen, ker sem na gori videl vse, kar sem si želel, svoje notranje oči obrnil k samemu sebi in od tistega trenutka ni od mene nihče slišal niti besede, dokler nismo prišli v dolino. Besede iz knjige so mi potihem že dovolj zaposlovale misli. Seveda si nisem mogel predstavljati, da se je to zgodilo po naključju. Menil pa sem, da so bile besede, ki sem jih prebral v knjigi, namenjene meni in nikomur drugemu. Tukaj bom samo še povedal, da je mogoče eden mojih najlepših študentskih spominov, je, ko smo
pa se pravzaprav ne spomnim kako, ampak profesor Primož Simoniti je nekako pretihotapil ta tekst, se mi zdi, da uvod v prvem letniku. Skratka, pove celo zgodbo, ste si zapomnili, ne? Ta izrek, ki ga odpre Petrarka, ne? Na vrhu gore ljudje hodijo občudovati visoke gore in neskončno vodovje morja, široke tokove rek, sami sebe pa pozabljajo. Ne? In potem je rekel, to je en vzpon na goro. Ne? Potem je pa tukaj drug vzpon na goro, ki je pa pri Ničeju. In sicer Zaratustra na samem začetku gre na goro in ravno tako vzide, tukaj imamo sončni zahod, tam je pa vzhod. In tam sonce vzide in Zaratustra mu reče, od ti velika zvezda, kaj bi bila tvoja sreča, ko ne bi bilo tistih, ki jim svetiš. Ne? In potem je rekel, tukaj pa druga zgodba, ne? Tukaj pa rojstvo novoveškega subjekta, pravzaprav si zgodbi ne bi mogli biti bolj različni. Ne? Gremo nazaj, to intertekstualnost, ki se zavestno naslanja na antiko, seveda ves čas diha tudi kanconiere. Ne? Tukaj v njem nastopajo Ovidi, Horacij, Ciceron, Livij, Virgilij, Seneca, mnogi drugi pravzaprav. Ne? Nenehno jasno Sveto pismo. Avguštin. Ravno to preigravanje med tem, čemu raziskovalci rečejo krščanski pa poganski slog, je po vseh teh stoletjih mogoče ena najbolj privlačnih lastnosti tega pisanja. Kaj bi lahko rekli o tej mreži referenc? Ja, mreža referenc je seveda nekaj, tudi je primerno za to, dobro za to, da prevajalca zbuja, ne, ker moraš skozi nekaj nenehno, naučiš se tudi jih prepoznavati, človek teh stvari nikoli dovolj ne pozna. Ne. In jaz pa še najmanj, ker nimam niti klasične filološke izobrazbe. Tako da jih nekako se naučiš jih zaslutiti in potem dobro, seveda so te izdaje tudi krepko komentirane, to se lahko potem v komentarjih prebere. In je vse to zanimivo, res zanimivo in ta tenzija je v resnici je eden od gradnikov recimo te poezije, ampak seveda je pa ključno vprašanje za pesnika in za njim, za prevajalca, potem niti, mislim, tako bom rekel, ta intertekstualnost, to je bolj veselica za učenjake. Za pesnika je pa seveda vprašanje, kako se to naredi živo. In to je, ker dostikrat se reče, Petrarka, to so sami citati, to je taka postmodernistična interpretacija, to je samo zložil skupaj malo Ovidija, malo tega, malo onega. Vendar ta zadeva je tako, ti bereš skozi, tudi ponavlja recimo motive, ne? Nekateri motivi so tako rekoč, nekajkrat se ponovijo tako in vedno znova najde formulacijo, da ta stvar zaživi v tej lapidarnosti pesmi in to je seveda tudi konec koncev tudi poglavitna naloga prevajalca. Na začetku Moje skrivnosti je Francesco, ta alter ego v stanju, kakršno je vsem, ki imamo zdaj za sabo to pandemijo, se mi zdi čudno blizu. Ne? V stanju, za katerega je neka ameriška raziskovalka napisala, da je težko reči, ali je to klinična depresija ali pa mogoče kriza srednjih let. Kar preseneti, ko bereš, je zdravilo, ki ga ponuja ta njegov sogovornik. Ne? Zdravilo se mi zdi, kakršnega danes težko najdeš. Ne? Danes težko najdeš terapevta, ki bolniku najprej pove, da je za svoje stanje v celoti kriv sam in da je prvi korak do ozdravitve v tem, da začne premišljevati o lastni smrti. Ne? Potem pa ta Petrarkov Avguštin misel razvije in pove, da niti približno nima v mislih abstraktne kontemplacije smrti in postane izredno specifičen. To je zdaj trigger warning, bom prebral. Vendar ni dovolj, da ti beseda le mimogrede oplazi uho ali da le na hitro pomisliš na to, kar beseda pomeni.
Zadržati se je treba nekoliko dlje, krčevito razmišljati in si predstavljati vsak ud umirajočega posebej. Kako se okončine že ohlajajo, medtem ko trup, ki se raztaplja v težkem potu, še žari. Kako spodnji del trupa utripa, kako se duh življenja ob približevanju smrti upočasnjuje. Poleg tega še vdrte in vodene oči, solzen pogled, nagubano in bledikavo čelo, upadla lica, rumenkaste zobe, otrdel in koničast nos, peneče se ustnice, otrpel in luskav jezik, izsušena usta, utrujeno glavo, prsi, ki hlastajo za zrakom, raskav šepet in žalostne vzdihe, neprijeten von celega telesa, predvsem pa grozo odtujenega obraza. Vse to si boš lažje priklical pred oči in ti bo tako rekoč na dosegu roke, če ti pride v navado, da si predstavljaš kak nepozaben primer smrti, ki si ga videl na lastne oči. Nekaj, kar vidiš, se ti ponavadi veliko bolje vtisne v spomin kot nekaj, kar slišiš. Prav zato nekateri predani in najsvetejši verski redovi vse do današnjih dni, ki so jim dobre navade sicer tuje, z zelo dobrim razlogom ohranjajo običaj, pri katerem privrženci tega strogega pravila gledajo, kako se pokojnike umiva in pripravlja na pogreb. Ta pasus mi ne gre iz glave, kar sem ga zadnji dni bral. In vaš zaključek spremne študije, ki pravi, da niso Petrarkovi nasveti za življenje danes nič manj uporabni kot v času avtorjevega življenja, se mi zdi simpatično subverziven. Ne morem si kaj, da vas ne bi vprašal, kateri od teh njegovih življenjskih nasvetov se je najbolj dotaknil vas? Okay, ne zdaj zelo dobesedno vzeti tega zadnjega stavka. Mislil sem pač destilirano sporočilo, ne? Predvsem tisti bolj stoiški del. Je pa res, da se me najbolj dotaknil pač ta del, ne? Ker se mi zdi zanimivo vprašanje meditacije o minljivosti, ne? Pa predočanja minljivosti. Sefračensko pravi, kako misliš, da ne razmišljam o smrti? Sej, pač prebral sem, pa vem, ne? Ampak večinoma ne gre tako, ne? Ko si predstavljaš, kaj bi naredil, če bi imel še eno leto, se zelo hitro gre v misli drgam, ker je kognitivno nemogoče si to predstavljati, ne? In ta princip predočanja minljivosti mi je zelo zanimiv. Spominja me na Camilla, ki v La Peste pravi, mrtev človek nima teže, razen če si ga vidi umreti. Pač tisto, kar Prokopij govori Prokopij piše od 10,000 mrtvih na dan v Atenah. To ne pomeni nič, ne? To je pač to so pravljice. In Camus potem to poskuša konkretizirati tako da reče, 10,000 ljudi, to je v bistvu 10 velikih kinodvoran, 5 velikih kinodvoran in naroči sogovorniku, pač, da si jih pa predstavljaj, pač kup mrtvih na trgu, ne. Petrarka pa poskuša predočiti na ta način, kot praviš. Se pravi, to predočanje minljivosti se mi zdi fascinanten subjekt. Končal bom zdaj s citatom, s katerim pa Patricia Farinelli začne svojo spremno študijo. V tej knjigi govori o neki podobi, ki jo je Ilja Ehrenburg pripovedoval o Osipu Mandelštamu in o njegovi smrti v Stalinovih gulagih leta 1938. In sicer napiše takole: v koncentracijskih taboriščih se je razširila vest o pesniku, ki je zavračal degradacijo na stopnjo živali in je tolažil zapornike s tem, da je ob ognju prepeval svoje prevode Petrarka. Knjiga je izšla, kot veste, lani, ko se Rusija še ni tako krčevito prizadevala, da bi prišla na prve strani. Odkar se je na njih znašla, se včasih spomnim poročil, da ta Ehrenburgova podoba verjetno odraža samo del resnice, da je bila Mandelštamova smrt brutalnejša. Ampak kljub vsemu je podoba vseeno tukaj, govori o Petrarki in verjetno govori tudi o nas. Hvala obima gostoma, hvala vam za obisk.